Lepo pozdravljeni še v mojem imenu. Tudi jaz bom rekel, da me veseli, da smo se zbrali v tako velikem številu. Moja tema, kot rečeno, tukaj je predstavljena kot ena od ključnih tem digitalne preobrazbe. Naj se pa mogoče že na začetku, ali pa najprej na začetku navežem že kar na doktor Torkarja. Pri nas v bistvu teh problemov doma nimamo, kot jih imate vi s hčerami oziroma hčero. Ena hoče biti voznica avtobusa, druga harfistka. Tako da ta druga nas malo bolj skrbi doma, ampak imata že zelo izoblikovane cilje, kaj želita početi po zaključenem izobraževanju. Torej, o čem bom govoril? Seveda, če govorimo pač o digitalni preobrazbi, digitalna preobrazba je vezana seveda na neko pričakovanje, da bomo v prihodnosti ne samo v izobraževanju, tudi na delu, v zasebnem življenju, na nekatere negativne posledice tega je tudi že doktor Torkar opozoril, uporablja tehnologijo. Zdaj, moje pričakovanje ali pa naše pričakovanje seveda je, da v prihodnosti ne bomo toliko osredotočeni na tehnologijo, da bo tehnologija sestavni del, tako kot zdaj nismo osredotočeni, ali je učitelj uporabil Flumaster oziroma tablo ali kredo, pač bo takrat uporabil neko drugo orodje. Torej, jaz pričakujem, da v prihodnosti ne bo zelo veliko strategij, kako usposabljati, kako uporabljati, kako vključevati tehnologijo v izobraževanje, ker bo to sestavni del našega poučevanja, dela in tudi življenja. Seveda vsi tukaj optimistično upamo, da bo v bistvu to v pozitivnem smislu del našega življenja, ne, da se ne bodo uresničile te negativne napovedi. Tehnologija bo torej vse prisotna in učitelj jo bo uporabljal po potrebi. To bi rad že, kasneje bom tudi to še enkrat poudaril, ampak še enkrat že na začetku poudarjam, da seveda uporaba tehnologije ne bi smela biti merilo neke kakovosti, merilo kakovostnega poučevanja, tako kot zdaj uporabljamo nekatere pripomočke, s katerimi se nam zdi, da bi lahko bolj ilustrirali, bolj nazorno prikazali nek dogodek, pojav ali bolj učinkovito neki izobraževalni cilj dosegli. Tako tudi v prihodnosti seveda bo učitelj uporabil tehnologijo takrat, ko jo bo potreboval. To pa ne bi smela biti neka zapoved oziroma kriterij dobrega dela učitelja. Ker zdaj, ko smo v tem seveda procesu, zelo poudarjamo, kako je to pomembna kompetenca, ki jo bomo pridobili, ampak ta kompetenca bo čez nekaj časa postala samoumevna. Kaj nam omogoča tehnologija? Razne stvari, seveda nekatere stvari so nove, druge v bistvu bo samo okrepila oziroma jih nadgradila. Torej individualizacija učenja, to poznamo že in jo izvajamo z tehnologijo, lahko jo potem samo še nadgradimo oziroma obogatimo. Enako velja za sodelovalno učenje. Učenje na daljavo smo poznali še preden so obstajali računalniki in internet. Z novimi tehnologijami seveda lahko neke nove dimenzije tega izvajamo. Kombinirane in hibridne pristope. Mogoče lahko kakšen kozarec vode? Se opravičujem, ampak poleg zvite noge imam še druge zdravstvene težave. To lahko potem tudi med diskusijo, med pavzo se o njih pogovorimo. Skratka, ena od teh, ki je mogoče nekoliko manj znan pojem, je multimodalno učenje. Torej učenje v bistvu preko videa, audija, virtualna resničnost, obogatena resničnost in vse te v bistvu nove pristope, ki jih bo tehnologija zdaj omogočala. Že zelo veliko delamo seveda na digitalni preobrazbi. Še posebej po pandemiji smo se na ravni Evropske skupnosti ogromno nekih dokumentov, strategij, smernic in podobno razvilo, objavilo. Eno za to področje zelo pomembno, seveda pričakujem, da ga vsi že poznate, akcijski načrt za digitalno izobraževanje do leta 2027,
ki vključuje dva področja. Prvo v bistvu področje je spodbujanje razvoja učinkovitega ekosistema, tukaj govorimo o infrastrukturi. Drugo, za nas bolj pomembno, je seveda področje digitalnih spretnosti oziroma digitalnih kompetenc za izvajanje teh ukrepov. 14 različnih ukrepov je, seveda jih zdaj ne bom našteval vsakega posebej, če jih še ne poznate oziroma ne veste, kaj se načrtuje, nekateri se že izvajajo, nekateri se še bojo, vas vabim, da si to pogledate na strani ministrstva. Zakaj so kompetence v bistvu pomembne? Zakaj v bistvu govorimo, da so mogoče celo najbolj pomembne pri digitalni preobrazbi? Tole so tri področja, ki so se pokazala. Nisem navedel avtorjev, ampak avtorji so iz Svetovne banke, ki so evalvirali vse države, ki so sodelovale v tej, večino svetovnih držav je sodelovalo v tej evalvaciji, in sicer katere države so bile bolj uspešne v času pandemije, katere manj uspešne. In ta spoznanja dejansko v bistvu se odražajo potem tudi kot neka navodila za razvoj vnaprej. Kaj so ugotovili? Bolj uspešne so bile tiste države, ki so imele bolj usposobljene učitelje za izvajanje in uporabo digitalnega izobraževanja oziroma uporabo digitalnih orodij. Bolj uspešne so bile tiste države, ki so imele ustrezno infrastrukturo, in pa bolj uspešne so bile tiste izvedbe oziroma tiste oblike izobraževanja na daljavo, ki so vključevale čim večjo aktivnost učencev, dijakov ali študentov v bistvu v času zaprtja izobraževanja. Mislim, da so to ene ugotovitve, ki so dober napotek tudi v bistvu za potem vnaprej strategije in uresničevanje te digitalne preobrazbe, v kateri se nahajamo. Zdaj, digitalne kompetence seveda vključujejo tudi, ali pa mogoče v velikem delu, neko tehnično znanje, kako bomo neko aplikacijo, neko napravo uporabili, ampak opazili boste, da v bistvu v teh potem modelih, ki jih bom prikazal v nadaljevanju, je ta tehnični del samo en del digitalnih kompetenc. Zelo pomemben del digitalnih kompetenc je vrednotenje tehnologijo, kako jo uporabljamo, kdaj jo uporabljamo, torej v bistvu tisto, kar bi lahko dali tudi med pedagoške ali pa didaktične kompetence učitelja, da to tehnologijo izvaja pri izvajanju izobraževanja. Kateri tri so lahko pripomočki, nekateri mogoče bolj za učitelja, nekateri bo lahko dejansko kot neke vrste ali pa pripomoček za evalvacijo sistema. Tri bom na kratko omenil, torej SUMR model, TPEC, TPEC in pa DICCOMPEDU, ki pa je seveda naš zelo znan in uporabljen že okvir za presojo digitalnih kompetenc. SUMR model je en pripomoček, bi lahko rekel, za neko samoevalvacijo, mogoče tudi refleksija učitelja pri tem, kako on uporablja tehnologijo. Mi, ki se ukvarjamo bolj tudi s temi vprašanji didaktike, poučevanja, pravimo v bistvu, da ne učitelj uporabi tehnologijo takrat, kadar bo s to tehnologijo nekaj dodatnega pridonesel k svojemu poučevanju. Tako kot je prej dr. Torkar rekel, če se učimo o naravi, bo mogoče boljša metoda učiteljeva, da gre z otroci, dijaki ali komorkoli drugim v naravo, si ogledati, je v višji resoluciji kot katerikoli posnetek na ekranu oziroma virtualni resničnosti ali kakšno drugo tehnologijo. Torej, mi v bistvu ne bi uporabljali tehnologijo za neko nadgradnjo ali pa v bistvu celo, da omogočamo nekatere oblike ali metode, ki prej niso bile mogoče, ki naprimer, če temu rečemo, pri analognem poučevanju, fizičnem niso bile mogoče. In to je v bistvu ena taka taksonomija, ki v bistvu omogoča, da rečemo, ok, sem zdaj jaz s to zelo drago aparaturo dejansko samo zamenjal nekaj, kar sem že prej delal in bi lahko to naredil, se pravi isto, samo sem zdaj to z neko novo tehnologijo, sem dejansko redefiniral v bistvu to, kaj smo delali z dijaki, kaj smo dosegali in kakšne mogoče tudi druge višje izobraževalne cilje ali pa standarde smo dosegali. TPEC model, ki so ga tudi že pred leti Mišra in Keller oblikovali, je tudi zelo pomemben z vidika učiteljev in njegovih kompetenc, zato ker
podobno, ne, kar sem že govoril, poudarja, da v bistvu smo zdaj, z vsako novo tehnologijo smo v bistvu nekako na nekem preseku tega, zdaj, kako tehnologijo uporabljati, in če želimo učinkovito jo uporabljati, po tem tipek modelu moramo imeti didaktično ali pa pedagoško znanje, kot oni napišejo, vsebinsko znanje, torej moramo biti strokovnjaki na nekem področju, tehnološko znanje, temu bi mi rekli digitalna kompetenca, in tukaj na tem preseku dejansko v bistvu je tisti skupek kompetenc ali pa presek kompetenc, ki so pomembne za izvajanje ali pa kvalitetno izvajanje pouka. Tukaj se bom samo na kratko vam ga omenil, ne bom ga opisoval, ker časa že počasi primanjkuje. Torej DIGCOM-PEDO je en tak najbolj celovit okvir digitalnih kompetenc izobraževalcev na ravni EU. Na nek način dejansko vključuje v bistvu te stvari, ki sem jih tudi povedal, torej, da so kompetence pomembne za poklicni razvoj, za poučevanje, to nas najbolj zanima, za vrednotenje dela in tako dalje. DIGCOM-PEDO je dobro razvit, pač ima tudi različna orodja za samoevalvacijo, tako da v bistvu mislim, da se bo tudi naprej še razvijal in bo vedno bolj uporaben tudi za učitelja. Zakaj je to pomembno? Raziskave v bistvu kažejo, da in tole evalvacijo rad dostikrat pokažemo, ker v bistvu so evalvirali različne programe, kjer so uvajali ali v bistvu poučevanje z računalnikom v razredu, ali v bistvu kakšne spletne oblike izobraževanja, in ugotovili, da dejansko zelo pogosto uporaba tehnologije ni imela kakšnega večjega vpliva ali pa dodane vrednosti napram takrat, ko niso uporabljali računalnika oziroma delali na spletu. V nekih šolah se je v bistvu celo izkazalo, da tisti, ki so se izobraževali na spletu, so dosegali nižje učne rezultate oziroma slabše dosežke. To, kar je ta znana taksonomija oziroma te evalvacije Hatija, kjer on primerja različne metaanalize in učinke različnih ukrepov, eksperimentov v izobraževanju, je ugotovil, da ima uporaba tehnologije v glavnem neko pozitivno dodano vrednost v teh primerih. Mogoče se bo to spremenilo za novimi tehnologijami, ampak mislim, da so ene stvari univerzalne. Torej, da so se lahko dijaki in učenci izobraževali in učili v lastnem tempu, to naprimer tehnologija omogoča, kar mogoče pouk ne toliko, trenutno, da so bili učitelji dobro usposobljeni, torej kompetence, da so imeli dijaki in učenci nadzor nad lastnim učenjem, to je v bistvu zelo pomembno, s tehnologijo to lahko dosežemo. Da so uporabljali tako tehnologijo, ki jim je dajala sprotne povratne informacije, torej ves čas so dobivali povratne informacije na tem, ali napredujejo, kako napredujejo. Zdaj so velike obljube in veliko upanja, vse povsod na umetno inteligenco in kako bo umetna inteligenca lahko dajala te povratne informacije, tudi prilagajala izobraževanje, ampak recimo, da tudi kakšni bolj enostavni sistemi IKT to omogočajo. Še najboljši seveda tukaj je učitelj, ampak če učitelja ni, ne v bistvu to vsaj ta aplikacija ali pa spletna učilnica omogoča. In pa sodelovalno učenje. Najbolj osnovna, to, kar je tudi že bilo omenjeno v prejšnjem predavanju, oblika ali metoda, torej tiste aplikacije, kjer so s tehnologijo to sodelovalno učenje omogočali, so boljši rezultati bili. Digitalne kompetence in usposobljenost učiteljev je zelo dobra ideja, ampak to, kar je Larry Cuban, to je že stara evalvacija, on je tukaj evalviral uporabo računalnikov, namiznih računalnikov ali pa laptopov v ameriških šolah v zadnjih, ne vem, mislim, da do leta 2000, potem je nek drug kolega naredil še v bistvu 2000 pa do bolj sodobnega časa. In kaj je v bistvu ugotovil Larry Cuban, da ne glede na kakršnokoli strategijo, reformo izobraževanja in tako dalje, so upeljali, se je v bistvu ta reforma oziroma ta preobrazba, kakor zdaj rečemo, končala v bistvu v razredu. In sicer pod pogojem, če je učitelj sprejel v bistvu te nove ideje, nove pristope, če je imel v bistvu ustrezna znanja in kompetence, tudi v bistvu kultura šole in usmeritve šole, ampak hočem reči v bistvu, da brez učitelja, ki bo usposobljen in tudi sprejel v bistvu te neke nove pristope,
bodo v bistvu vse reforme ostale samo na papirju. Zdaj večkrat srečam na ta koncept ali ne vem, pojem digitalna naravnanost ali pa digitalna miselnost v angleščini digital mindset. Že na večjih konferencah in podobnih posvetih se je razpravljalo o tem, da dejansko tudi z vsemi možnimi tehničnimi, pedagoškimi, didaktičnimi in tako dalje kompetencami, če učitelj v bistvu ni naravnan v bistvu pač na neko področje ali pa pač v neko digitalno smer ali v bistvu, da ne vidi, da bi lahko svoje cilje uresničeval v razredu z to tehnologijo, v bistvu, da te tehnologije ne bo uporabljal. Torej, digitalne kompetence, poleg pedagoških in didaktičnih, tudi ta neka miselnost, zdaj težko bi jo definirali, pač gre za neko kombinacijo naravnanosti, stališč, prepričanj in tako dalje, ki nas sploh v bistvu vodi v to smer, da ko razmišljamo, kako zdaj nekaj izvesti v razredu, ali bom to v bistvu potem izvedel z, ne vem, grafoskopom, PowerPointom, kakšno drugo napravo, torej s kakšno drugo metodo in podobno. To je univerzalno, seveda, mislim, da tudi bi lahko to dali na kakšne metode izobraževalne ali pa nove oblike, inovativne, ampak to je ena od, bom rekel, tukaj pomembnih stvari, ki jih bi mogli v bistvu pri tej digitalni transformaciji tudi upoštevati, ko se učitelji izobražujejo oziroma kako se načrtujejo sploh ukrepi. Torej, digitalne preobrazbe brez pač učiteljev ne bo, to je zdaj zaključna tale drsnica. Se pravi, zato ta digitalna preobrazba ne spet biti usmerjena samo na tehnologijo, samo na infrastrukturo, seveda je pomembna, ampak to je temelj, potem pa začne potekati oziroma se začne vršiti digitalna preobrazba izobraževanja. Učitelji morajo biti usposobljeni. To v bistvu, kar sem tukaj tudi dodal, v bistvu ustrezno ali če ne nagrajeni za to svoje delo ali pa vsaj uvesti neke nove profile v šole, ki bodo sodelovali pri oblikovanju teh novih gradiv, novih oblik dela, ki so za učitelja. To je tudi naša evalvacija pokazala v projektu KIPSI bolj obremenjujoča in bolj naporna kot pač to delo, ki ga trenutno opravljajo. Infrastrukturo sem omenil in pa to, kot sem že večkrat poudaril danes, digitalna preobrazba. Z digitalno preobrazbo v bistvu je tehnologija osnova, pač v ospredju oziroma v mislih imamo pa nadgrajene učne prakse oziroma neko novo in inovativno, če želite, tudi pač izobraževanje in pouk. Hvala za vašo pozornost in lepo še naprej delajte.